Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Kako uskladiti različna pričakovanja v partnerstvu? To je dejansko zelo pomembno vprašanje, s katerim se dostikrat soočamo. Ampak v bistvu prvo, kar se moramo vprašati, pa je, zakaj sploh ta pričakovanja moramo usklajevati. Glejte, v bistvu, kako se dejansko mi sploh gremo v partnerstvu? Klasičen način je, da nekoga spoznamo, začutimo neko toplino okrog srca, da nam nekaj okrog srca brca in se potem zaljubimo v to osebo. In potem mimogrede je mogoče celo ona noseča in se potem preselita skupaj in čez nekaj časa potem ugotovita, da se sploh ne poznata. In potem se gledata, zakaj sva midva že skupaj, kam sploh greva in tako naprej. Ker v bistvu, poglejte, prva stvar, ki je moj recept za partnerstvo v 3 korakih je, da v bistvu prvič spoznaš nekoga, nekoga, ki ti je všeč, nekoga, ob katerim ti srce zaigra, in potem drugi korak je, da se pogovoriš o svojih pričakovanjih. Razumete? Ker v bistvu, ko se ti lahko pogovoriš, kaj pa sploh pričakuješ ti od tega odnosa. Jaz sem imel tudi sam izkušnjo, čisto bom rekel banalna izkušnja, izhajam iz neke slovenske družine, ne bom rekel, če je tradicionalna, ampak v bistvu tisto, kar je za vse Slovence, je, bom rekel, pomembno pa je slovensko nedeljsko kosilo. Mama se je vedno potrudila, da je nekaj novega skuhala, vedno smo morali biti točni ob 12, nedeljo ob 12, je bilo nedeljsko kosilo, ampak na nek način potem začneš gledati proti temu, se ga veseliti, ker veš, da bo nekaj dobrega. In potem sem bil v partnerstvu, kjer pa partnerka ni bila tudi iz Slovenije, bila iz tujine, in dejansko sva začela živeti skupaj in sem ugotovil, da to nedeljsko kosilo sedaj odpade. Njej to kosilo ni pomenilo ničesar. Nedelja je bila dan za oddih, bomo nekaj pojedali, v redu, ampak v bistvu in takrat sem bil, rekel, na tem malem primeru kar malenkost razočaran. In prvi korak je, da nekoga spoznaš in potem se pogovoriš o pričakovanjih. In če so ta pričakovanja preveč različna, potem greš nazaj na prvi korak. Ker v bistvu, glejte, seveda na začetku, če malo karikiram, je super, da nekdo je lepo zapakiran in se z nekom želimo biti, joj, ti pa tako fajn izgledaš, pa tako si mi všeč, tretje. Ampak v končni fazi seveda to lahko se gremo pri 18 letih ali pa mogoče še celo prej, tisti, ki imate čas za to. Ampak v bistvu kasneje, ko pa želiš biti v partnerstvu, partnerstvo je pričakovanje in spoštovanje. Partnerja spoštuješ in od odnosa nekaj pričakuješ. In če so ta pričakovanja, partnerka želi uživati življenje, jaz pa hočem se razvijati, hočem nekaj narediti v življenju, ali pa obratno, da ne bo kakšne pomoč. Ampak vedno, ko so neka različna pričakovanja o vzgoji otrok, različna pričakovanja o medsebojnih odnosih, različna pričakovanja tudi v intimnosti, povsod, o tem se je treba pogovarjati. In če ta zadeva ne funkcionira, potem je velikokrat zato vedno, ko delam za stranko in če delamo na partnerstvu, če je samska in potem išče partnerja, vedno predlagam, ne iti čustveno v odnos, ne se čustveno zaplesti, ne se čustveno navezati, preden se ti pogovarjaš o nekem pričakovanju. Jaz se spomnim pred leti, ko sem bil jaz samski in potem sem šel na en zmenek z neko gospodično, in sem že na prvem zmenku ves čas spraševal, kako pa to razmišljaš, kaj pa to. Potem sva šla mimo tam nekih staršev z otroci in potem sem vprašal, kaj pa ti misliš, kako bi pa ti naredila na to. In jaz se zavedam na nek način, da sem malenkost išel na živce. Kaj pa me ves čas sprašuje, pa da je to pa tretje. Ampak v bistvu, poglejte, če teh zadev ne razčistiš, potem imaš probleme.
Ok, kaj pa potem naredim, kako pa uskladimo mi ta pričakovanja, če so ta pričakovanja različna? Ker poglejte, pač mogoče ste tukaj na mestu, poslušate in dejansko pač ste že v nekem odnosu. Mogoče ste zgradili pač tudi neko skupnost, imate hišo, imate otroke, ne? In potem dejansko ugotovite, da dejansko so vaša pričakovanja glede življenja, ne, precej različna. Ne? Ok, tukaj dejansko kaj potem, ker tukaj v takih primerih je pač nepraktično, mislim, da tudi ni korektno do sebe in do partnerja, do vsega, kar ste že skupaj zgradili, kar ste skupaj vložili, ne, da dejansko zdaj pa kar, ok, zdaj se pa posloviva, ne. Seveda pač, če so zadeve preveč različne, če je zadeva, bom rekel, pač vsaka stvar je specifična, potem se pač lahko odločite za ta korak, ne. Ampak tukaj so še ena zadeva, ki je dejansko pomembna in to so naše vrednote. Vrednote so tiste, ki nam dejansko pomagajo uskladiti pričakovanja. Ne. Sedaj v bistvu pač odvisno, kaj je za vaš vrednota. Lahko je vrednota zame, da želim zgraditi neko družino, ki bo zgled. Želim zgraditi pač neko družino, kjer bomo pač preživljali skupni čas. Ne. Če je moja vrednota, da se želim razvijati, da želim nekaj postati, nekaj doseči v življenju, če je moja vrednota uspeh. Ne. V bistvu, više kot so neke vrednote, lahko so pač te vrednote povezane tudi z duhovnostjo. Ne. Lahko je vaša vrednota, da želite zgraditi neko družino, ki bo imela Boga za center, lahko želite neko krščansko, lahko muslimansko, odvisno katere vere ste. Ne. In dejansko više kot so na nek način vrednota, ne, lažje dejansko potem uskladiš ta pričakovanja. Ker v bistvu, če rečem, ok, če hočem jaz, dejansko je vrednota v mojem življenju je recimo energija, Bog. Ne. In dejansko potem pač z to energijo, z Bogom je povezano moje poslanstvo. In moje poslanstvo je, da pomagam drugim ljudem zgraditi čudovite družine, partnerstva, ki trajajo. In glede na to, ker je pač ta moja vrednota relativno visoka, potem dejansko zaradi tega lahko bistveno lažje uskladim moje pričakovanje. Ne. Moje pričakovanje, kako bova s partnerko nekaj organizirala, moje pričakovanje, kam bova šla na morje. V bistvu vse te stvari, više kot je vaše, bom rekel, neko smisel življenja, namen življenja, više kot so te vaše vrednote, lažje potem pač uskladite neke zadeve, ki v končni fazi niso pomembne. Ne. Ker recimo, bom rekel, v nekem mojem prejšnjem odnosu sem se razšel zato, ker pač, ne vem, meni so bili všeč nove hiše, njej so bili všeč stare hiše, ona bi, ne vem, jaz sem bil pristaš nekih kratkih izletov in potem uživati, ona bi v bistvu delala, ne vem, celodnevne pohode in tako. Ogromno je bilo nekih razlik, ne? Ampak dejansko te razlike so potem v nekem trenutku prišle do tega nivoja, pa sva imela na nek način zelo v redu partnerstvo, ne? So te razlike prišle do tega, da sva rekla, ok, poglej, pač mlada sva še, nisva imela skupaj otrok, nisva imela skupnih drugih stvari, dejansko pač mogoče je čas, da dava drugemu priložnost in da najdeva novo partnerstvo. In sedaj sem v partnerstvu, kjer pa dejansko baziram svoje partnerstvo na višje vrednote. In dejansko, ker ta višja vrednota, dejansko pač je to razvoj, Bog, življenje za druge, ne, potem je bistveno lažje, da te stvari uskladiva in potem rečejo, ok, se v končni fazi ni pomembno, a greva na morje, a greva v gore, bistveno je, da sva skupaj, da dejansko se regenerirava, sva v naravi, preživiva ta čas, imava neko dajanje in sprejemanje. Tako da v bistvu, ne, če ste samski, potem se držite te formule, nekoga spoznate, uskladite pričakovanja, ne? Ko ste uskladili pričakovanja in vrednote, je potem stvar naprej pač se nadgradi na samo organizacijo tega partnerstva in pač, bom rekel, dogovore, o tem bomo kdaj drugič govorili, ne? V kakšnem drugem videu, ne? Ampak če pa
te možnosti nimate, da so pa pač ta pričakovanja, bom rekel, so različna, ste pa že, bom rekel, v neki vezi, ki je trajna, potem pa jaz vedno, ko delam z nekim takim parom, poskušam z delom na sebi, da dejansko najdemo, bom rekel, neke vrednote. Ključ tukaj je, da dejansko v svojem življenju najdete svoje poslanstvo, da najdete neki višji smisel. Ker plejte, če pogledamo, recimo, ampak to ni zdaj stvar tega videa, večina partnerstev postane dolgočasnih, ker delajo same dolgočasne stvari. Pa so to lahko pač, zdaj bomo delali na vrtu, potem bomo zdaj prebarvali ograjo, potem bo že za streha popraviti. Vse te stvari so super. In če se pogovarjate o teh zadevah, je ampak v bistvu, kaj pa več, kakšne cilje pa imaš v življenju, kdo pa ti hočeš postati? Kaj pa ti hočeš doživeti, kako hočeš v bistvu doživeti življenje, kakšno partnerstvo hočeš imeti. In vedno, ko se pač pojavijo ta neskladja in se te zadeve, poskušam par inspirirati, da začnemo delati, bom rekel, na sebi, da začnemo delati na osebni rasti in da si postavimo, da najdemo, kreiramo neko vizijo v življenju, smisel življenja, ki pa dejansko potem lahko pomaga bistveno uskladiti in usmeriti pač vsa ta pričakovanja in celotno doživljanje. Ker plejte, če vi lahko doživljate partnerstvo na nekem nivoju osnovne šole, pač se veste, kako poveš, bom rekel, sošolki, da jo imaš rad, za lase jo pocukaš, ona te pa brce, to je ljubezen v 1. razredu, ljubezen v 8. razredu je že malo drugačna, ljubezen v srednji šoli je drugačna in fakulteti in tako naprej. Tako da v bistvu jaz verjamem, da dejansko vse stvari se da rešiti z razvojem, z delom na sebi, z vizijo, z povezavo, z Bogom, z energijo, z višjim smislom. Vrednote je dvignimo na višji nivo in potem so pač tudi pričakovanja in vse te stvari bistveno lažje za rešiti in bistveno lažje za uskladiti. Tako da, če imate izziv na tem področju, se z veseljem oglasite, vam lahko pomagam, bomo zadevo postavili. Tako da v bistvu upam, da ste dobili majčkeno občutka, da vidite, kako te zadeve rešiti. Vedno se stvari rešujejo navzgor, vedno se rešuje navzgor. Ker če stvari, se veste, kako je, če stvari poskušaš rešiti na istem nivoju, kot so se pojavile, nikoli ne moreš rešiti. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.